Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Tokrat je z mano gostja, s katero se lahko v resnici nasmejiš do solz, lahko zajočeš zaradi kakšnih bolj težkih tem, predvsem pa je to gostja, s katero verjamem, da nikoli ne zmanjka tem za pogovor. Rebeka Dremelj, živjo! Jej! Namenoma nisem uporabila nič pred tvojim imenom in priimkom, zato ker v resnici zdaj pa res težko ocenim, kaj bi mogla reči. Pevka, igralka, poslovna ženska, kam naj te zdaj dam? Ja, ne, zdaj sem mislila, že rekla multipraktik. Ne maram preveč te besede, ki jo vsak uporablja. Jaz tudi največ izgreva povedano, ne. Ne vem, ti kar reči Rebeka Dremelj, pa v čisto redu. Bo, ne? Se mi zdi, da dejansko te v vsaki od teh vlog lahko dojemamo nekoliko drugače. Ja, dejstvo. Ker kot igralko na odru v zdajšnjem času zagotovo povsem drugače lahko dojemamo Rebeko kot pa v poslovnem svetu spletno stranjo nepremagljiva. Mislim, zagotovo. Glej, se tudi jaz sama sebe totalno drugače dojemam na odru, ko igram, kot pa recimo na odru, ko pojem, ali pa pač recimo, ne vem, na nekem sestanku ali pa karkoli, seveda. Jaz sem recimo glih zadnjič ugotavljala sama pri sebi, da tudi jaz si v glavi in čist drugačen drugačen vibe si naštimam tudi glede mojega izgleda, recimo. Ne. To sem ravno zadnjič ugotavljala, ker recimo, če grem na oder nastopati, da pojem, ne, veš, mora biti vse na svojem mestu, mora biti to skus nekaj nezadovoljna, skus si nekaj popravljam, skus ne. Ko grem na oder kot jamska ženska, ne, veš, se mi pa zdi, vse v redu, fajn sem, da nisem danes prej lepa slučajno za novoda. Veš, ravno, res vam čist drug vibe imam. Kaj pa potem, ko greš na kakšen sestanek? Dobro, tam sem pa kar jaz. A si, ne? Taka, ki sem doma, ki grem po otroke v šolo. Aha, taka greš na sestanek? Ja, takole recimo. Večkrat make-upa, pa malo počesana, pa se pravi, kovbojke. V šoli, recimo, če greš po otroke, te ne bomo videli v kakšni bolj razvlečeni trenerki. No, grem tudi velikokrat. Grem sam takrat pol v avto, vstanem, pa sam potrobim. Rebeka, mečkan se bova dotaknili danes tudi tvojega otroštva, ker zdaj, kar vse se je s tabo dogajalo v zadnjih, dajmo reči, 15 letih, se mi zdi, da ljudje kar dobro vedo. Ne vem pa prav zelo veliko o Rebeki kot majhni deklici oziroma najstnici. Si bila ti miren otrok, mirna najstnica ali si bila tako upornica? Koliko sta se z bratom kaj kregala, koliko se nista? Mislim, prva stvar, ne vem zdaj, kakšna najstnica sem bila, vem samo, da je moja mama mi vedno govorila, da mi iz dna srca privošči, da bi jaz tudi imela hčerko. Tak, Nekaj je na tem. Najverjetneje nekaj je že na tem. Ja. Ne, drugače pa midva z mojim bratom, brat je 5 let starejši, ampak verjameš ali ne, da midva se, pa vem, da to zdaj marsikdo, ko posluša, niti verjel. Jaz sploh ne vem, kako sta naju starša uspela vzgajati na takšen način, ampak mi se nikoli v življenju nisva kregala. Nikoli, mi sva se zdaj na stara leta uspeva skregati, ampak ne tako, da se ne pogovarjala. Drugače pa kot otroka nikoli, ampak je pa res tudi, da on nikoli ni bil kot starejši brat zadolžen zame, da sem jaz una ta mala, ki je mogla skozi hoditi, pa je mogla skozi čuvati, ne, da bi pač mu svetla z lučko pri njegovih določenih potezah. Tako da, ne, res, prav v bistvu sta se razumela. Drugače sem pa jaz bila doma kot otrok v eni ulici, na Senovem, tam v tej ulici je bilo zelo veliko fantov, tako sem se zelo veliko s fanti družila, zelo veliko smo robutali koruzo, pekli koruzo. Zelo veliko sem se igrala kavbojce in indijance. Potem veliko manj z barbikami in s punčkami? Tudi z barbikami sem se igrala, tudi. Ampak če si mi dal verjetno na izbiro, ali bi rajš s kolom od Paradajza letala okrog, kot da imam neko, ne vem, puško ali nekaj, ali pa da bi se igrala z barbikami, bi verjetno v tistem trenutku rajš kol za Paradajz se zbrala. Ne vem, pač zelo dobro sem se od nekdaj v moški družbi razumela. In se še danes, recimo, v moški družbi jaz se zelo fajn počutim. A bi lahko rekla, da mogoče celo na trenutke boljš v moški kot v ženski družbi? Veš kaj, jaz imam rada ženske, seveda, absolutno, imam kar nekaj tudi zelo, zelo dobrih prijateljic, ampak meni se zdi, da ženske smo
naštela, ne, mi to tukaj kompliciramo. Zdaj tudi, ko v bistvu, ko vam to predstavo, jamska ženska in ko dejansko kot ženska pripovedujem zgodbo ženske in ko vidim pač moškega, ne, na drugi strani moškega, jaz kritiziram malo, pa se norci delam z moških, ampak v bistvu se mi zdi, da res da smo tako pikolovske, da tako vsako dlako iščemo v jajcu, ne vem, medtem ko moški pa ne, moški znajo pa to dosti bolj tako zamahan z roko, pa si mislim, se mi je vseeno. Tako da, recimo, glih po tled, če pogledam, recimo na ta način, mi je moški ta attitude pa to mogoče celo bolj všeč kot ženski. Sicer pa nismo se ženske iste, normalno, da ne, ampak smo nagnjene k temu, no, da znamo zelo komplicirati, se mi zdi. No. In glede na to, da si zdaj mogoče še malo bolj dobila ogledalo s to predstavo, si potem manj pikolovska? V zasebnem življenju? Pa ne. Ne, nisem manj pikolovska, se pa vsega, ko zatežim, potem zavedam, da sem mogoče malo brez veze zatečnarla pa zatežila, ampak še zmeri pa opazim, in moram dati sebe ven. Kjer je pa tak primer, recimo, ki bi lahko ga izpostavila, da za brez veze zatežiš? Prvi, ne vem, kakšne take malenkosti. Kakšne nogavice na kavču. No, ne, mislim tudi to, glih to sem hotela reči nekaj v stilu pospravljanja pa tole. Jaz mogoče imam mečken OCD-ja, mogoče imam, no, glede na to, da hočem imeti vedno vse pospravljeno pa tako, ampak vse sem navadila, jaz sem vse svoje družinske člane navadila, da morajo za sabo pospravljati, ampak recimo, ne vem, je torba šolska malo predolgo časa v hodniku, pa že zatečnarim, ne. Mogoče ne bi rabila, mogoče pa tudi jaz včasih malo kaj spregledala pa šla korak naprej, ne, ampak veš, pa mi je že takoj žal, zakaj nisem rekla, počakala, da vidim, kdaj bojo same umaknile, ne, ampak glej, ne morem si pomagati, se veš, ne moreš. Tako smo narejeni, ne. S Sandijem sta skupaj zdaj, čakaj, polovico njegovega življenja, 25 let. Aha, letos je bil star 50 let. Abraham. Tja se še vrneva, ker vem, da je bila lepa žurka in zabava in tako. Ampak vajen začetek je pa mene kar malo nasmejal, ko sem ga prebrala, kako je bilo zdaj s tem štopanjem oziroma ustavljanjem ob cesti. Ja, to pa vedno povem. Neč, jaz sem štopala iz šole domov, bila sem v srednji šoli, mislim, da 3. letnik. In štopam in seveda Sandi je veljal tako za enega takega mal frajerčka tam v Brezcah, imel je neko črno alfo z nekimi leder zici not in tako in lušen je bil, ne. V glavnem in on meni ustavi, ampak mi ustavi tako, veš, ful se hitro pelu in mi ustavi dlje, tako neči zraven mene, da sem jaz mogla zelo težko šolsko torbo laufat, kaj zmešana, preletim do njega, on pa odpre okno pa reče, mi se Bog pozdravljamo na našem koncu, Bog, sem pozdravil, sem te hotel, veš kaj, ne moram te pelati, ker moram iti v službo. Pa sem si mislila sama pri sebi, jakoj majmo ne. Vsi pa kako... Očaru te ni, ne? Kaki kretene, ja, absolutno, da ne. Jaz sem prijateljcem kazala, viš, to je ta kreten, ki mi je vstavil, pa me ni pelo domov, ne. Ampak glej, pa se ne Kdaj se pa pol zgodil ta preobrat, da ni bil več kreten? Ne vem, jaz sem Sandi v bistvu rihtala eno svojo prijateljico. Neuspešno? Zelo neuspešno. Ker pa se je pa slučajno zgodil preobrat, sva nekako mi pa skup pristala. Lej, se niti sama ne vem, kako se je to vse skup speljalo. Pač z tistim fantom, ki se je trudil okrog mene, ni bilo kemije ta prave, prijateljico, ki sem jo jaz za Sandija rihtala, da bomo šli skupaj v tem paru ven, tudi ni bilo kemije ta prave, ampak je bila ta navzkrižna kemija bolj prava, no, tako da. In tako sta potem pristala skupaj. Malo bolj intenzivno družiti, ja. Zdaj, vem, da je vaša primarna, torej tvoja družina, da ste v bistvu zelo povezana družina, kljub temu, da pač zdaj imaš ti svojo družino in tako, in da so ta hčerki v bistvu že zelo veliki, nista več majhni. Ampak vseeno se spomnim, da takrat, ko si ti v bistvu obiskovala manekensko šolo in tako se je oče v resnici kar žrtvoval v smislu, da je igral taksista in te vozil. Se mi zdi, da v tistih časih je to, a ne, danes je to že kar malo normalno. Takrat pa se mi zdi, da bi temu lahko mogoče celo rekli odrekanje na nek način. Ne, absolutno. Lej, mi smo bili na Senovem doma, to je res
en takšen kraj, takrat sploh 30 let nazaj, 35 let nazaj je bil to taki kraj, da nisi imel nič kaj veliko nekih možnosti, če si imel kakšne ambicije. Jaz sem si želela v manekenski tečaj in oče je mene 2-krat ali 3-krat celo na teden vozil iz Senovega v Celje. Jaz danes, ki grem iz Brežice v Celje, jaz oprostim, ampak jaz živčen zlom vsakeč skoraj, da dobim, zaradi tega, ker naletim na kak tovornjak in se ne morem premakniti in se vozim policijazim 40 na uro in takrat verjamem, da je bilo isto. Isto so bili tovornjaki na tej cesti, isto ovinkasta cesta je bila in on je 1 uro vozil v eno stran, čakal me 2 ure, pol 1 uro vozil nazaj, tako da on je praktično 5-6 ur na teden, 2-krat na teden zgubil, samo zato, da me je vozil na te manekenske tečaje. Vem, da je imel na akumulator preštekano neko televizijo, da je Formulo 1 gledal, črno-belo seveda, to bila še taka televizija, veš, od odzadja je imela to. Da je lahko to umelo, kot je čakal gledal. Telefonova tega, ne. Seveda. Ja, veš, danes... Pak se je znajdu dober, ja? Ja, se je, tako da me to na parkingu je televizijo gledal, me čakal in tako, ja, in se je kar dost odrekel. Sicer pa tudi za brata, no, in oče in mama, ne, brat je bil profesionalni kolesar, tako da moram reči, da sta res... kot starša odigrala zelo veliko vlogo pri najinih z bratom nekih mogoče življenjskih odločitvah, da sta jih podprla takrat, ne. In se mi zdi, da je pač to tudi eden od razlogov, da se jaz danes ukvarjam s tem, s čim se ukvarjam, da je brat to, kar je. Tako, se mi zdi, da je podporo staršev še vedno, tudi danes, najpomembnejša stvar, ne. Se mi zdi, da danes mnogi starši se premalo tega zavedajo, kako je pomembno, da ti otroku daš ta veter v jadra, da lahko odleti, ne. Ker recimo jaz ne bom nikoli pozabila, enkrat mi je en psihoterapeut je rekel, Rebeka, ko boš starš, pa še nisem bila takrat starš, ampak nisem tega nikoli pozabila in do konca življenja ne pozabila. Ne pozabi, da ti nisi glavna vloga v otrokovem življenju, ker mnogi starši to pozabljamo. Da je otrok glavna vloga v svojem življenju. Ti si samo stranski igralec ali pa prišepetovalec ali pa karkoli, skratka, da ga usmerjaš pravilno in da pol, ko pride en trenutek, da dejansko izstopiš iz tega vlaka in upaš, da si naredil najboljš. Mnogi starši pa mislijo, da so pač oni tisti, ki so glavni. Mame so žalostne, ki jih otrok ne pokliče, jezne na cel svet, skozi neko slabo vest vzbujajo v otrocih in tako naprej. Ne, veš, to je dejansko, jaz mislim, da zelo narobe. Ne. Sploh potem v kasnejši dobi, ne, se mi zdi, da recimo sploh morda je ta premik potem kasneje, ko hčerka dobi že svoje otroke, ko je že v odrasli dobi, takrat se mi zdi, ne, da morda marsikater starš malo pozabi na to, da imamo ona svoje življenje tako, zdaj. Ja, tako. In da pač je lepo, če imaš nek lep odnos z svojimi starši, ampak vseeno ne moreš celo življenje biti sužen svojih staršev. Ne. In lep odnos zagotovo imaš, če se je prej v vseh teh letih seveda, dobro naredilo in gradilo. Seveda. Zdaj, glede na to, da si sama tudi mama in da očitno imaš to razmišljanje, ampak kako bi recimo danes usmerjala svojih hčerki, če bi recimo ena prišla domov, pa bi želela iti po tvoji poti, v smislu, mami, jaz grem pa zdaj tudi na manekensko šolo, a lahko grem, me boš vozila in tako naprej. Bi zaradi svoje izkušnje, ker si izkusila ta modni svet, jo probala ne prepričati, ampak bi svetovala, da naj bo previdna, da naj raje ne, da naj gre. Veš, kak je, lej, ne znam ti točno. Mislim, jaz bi absolutno podprla vsake želje, ki bi bile pač seveda v mejah normale. Današnji manekenski svet, oziroma ne manekenski svet, seveda je visoko rangiran tisti, če govorimo zdaj o izključno profesionalizmu. Ampak ni pa več to tako, kot je bilo takrat, kot sem jaz bila mlada. Ne? Izbor za Miss sveta je bil takrat res, ali pa izbor za Miss Slovenije takrat res nekaj veljal. Danes sploh ne vemo več večina, katera je misica, zaradi tega, ker enostavno pač ni več to, je v poplavi toliko vsega ostalega, se te stvari izgubijo. Jaz bi pač mogoče, da bi mi zdaj kjera prišla z idejo, da bom manekenka, ne? Bi mogoče probala vseeno svetovati, da če bi še kakšna druga možnost bila, da bi kak še uvink naredila preden se za 100% za to odloči. Ampak absolutno, če bi pa videla, da je želja tista, ki jo tera naprej, pa bi jaz to podprla. Ja. Ker se mi zdi, da je prav, da enostavno pač
otroci morajo tudi sami izkusiti in vzpone in padce in enostavno na takšen način se bojo lahko v življenju nekaj naučili. Bi pa zagotovo tudi jaz uporabila kakšne veze in poznanstva in bi pomagala, seveda, zakaj pa ne. Zdaj, ko smo ravno pri vzponih in padcih otrok, zdaj malo bom seveda iz lastne izkušnje izhajala, ampak kako se recimo spopadaš sama s sabo, takrat, kadar je ena od deklet prizadeta, se pravi, ko se ji zgodi ali neka krivica, ali pač, ker to je del odraščanja pri naših najmlajših. Kako si takrat pomagaš? Pa gled, kot jim iskreno povedala, jaz za svojima hčerkama gradim zelo iskren odnos. To sem se zaprisegla tisti trenutek, ko sem rodila, da jaz ne bom otroku govorila, da gre sonček spančkat, ampak bom povedala točno tako, kot je, zakaj enkrat vidimo sonce, zakaj ga drugič ne vidimo. Da ne bom govorila, ko bom jokala, da nič ni, ker otroci niso neumni, otrok te vidi, da nekaj ne štima. In jaz v bistvu svoja čustva vedno za svojimi otroki res delim. In kadar sem prizadeta, kadar sem žalostna, pač to jasno in glasno povem razlog, mogoče ga kdaj olepšam zaradi tega, ker pač niso vsi razlogi za 7 in 12-letnice, ampak ker si znajo pač pol oni to v svoji glavi drugače predstavljati in se mi zdi, da je pomembno, da pač mogoče malo naredim eno vinko krog, ampak v vsakem primeru povem tako, kot je. In tudi, če sta Sija, Šajana, če sta slučajno prizadeti, sem seveda prizadeta tudi jaz in žalostna, ampak jaz se pravim z njima usediti in se na dolgo in široko pogovarjati o teh stvareh, povedati, kako sem jaz kot otrok takrat določene stvari dojemala, kako danes one pač vidijo nekaj, kar se jima zdi neverjetno pomembnega, ampak jima jaz obljubim, da čez 10 let bo to totalno nepomembna stvar, da pač tako življenje funkcionira. In se pač na takšen način probamo nekako potem izkopati iz tega ven. So pa seveda, normalno, enostavno, mislim, vsi bojo v taki fazi, kjer se bojo in iskali in bili razočarani, prvo nad sabo, potem nad določenimi odnosi. Ampak to je življenje, ne? Veš, življenje ni potica. Jaz najmanj, kaj sem za to, je to, da se otroka skozi vato zavija. Otrok mora izkusiti žalost, padec, pa seveda na drugi strani tudi srečo, veselje in vse to. Zato je, ker le na takšen način si bo izoblikoval eno trdno osebnost, da bo znal, priti v službo in ko mu bo šef nekaj rekel, se ne vzlomu. Ampak bo znal stoično tudi kritike prenesti. Ne? In jaz enostavno, ne da preziram, ampak ne podpiram staršev, ki ne dovolijo, da imajo učitelji avtoriteto. Nimajo vsi učitelji prav, seveda da ne. Marsikdaj, marsikateri učitelj sploh ne bi smel biti učitelj, da smo si na jasnem. Ampak on tam je in to je del življenja. In da se bom zdaj jaz kačila za vsako stvar, ki jo bo učitelj napačno rekel mojemu otroku, ki je izven mojega mnenja, jaz to ne podpiram. Jaz mislim, da so to stvari, ki se ti moraš pač sam z otrokom pogovoriti, da bo otrok tudi vedel, da je učitelj najverjetneje po mojem in po njegovem mnenju naredil narobe, ampak da to tako je. To je življenje. Vsi ljudje non-stop grešimo. Vsi non-stop srečuješ. Enkrat slečaš enega, ki ne veš, ali te bo zdaj postrelil ali kaj bo z njim, enkrat slečaš pa drugega, ki te bo pa ubijal, pa bo cel srečen, ki te je videl. Veš, to je življenje in ti moraš svojega otroka, po mojem mnenju, pripraviti in na unga, ki bo strelil, in na unga, ki te bo ljubil. Kar pa ni vedno lahko, ne? Seveda, da ni. In je zelo težko. In jaz mislim, da smo mi kot starši non-stop pod nekimi izzivi in pritiski. In jaz se mi zdi, da sem pogledala že čisto vse žive oddaje, ki obstajajo na temo vzgoja najstnikov, prebrala knjigo Ištekani najstniki in starši, ki štekajo. In glej, ni da ni, se mi zdi, da se non-stop nekaj izobražujem, ampak non-stop se učim in mi nekako starejša hči zdaj orje to. Veš, da bom potem mogoče pri ta drugi pa znala malo bolj konkretno Kaj pa so stopati. največji izzivi, recimo, tako, ker najstništvo je posebno obdobje pač pri naših otrocih? Pa jaz ne moram zdaj res reči, da se neki ful z nekimi izzivi še zaenkrat soočam, zaenkrat še ne. Bolj mi je to, da se mi zdi, da je tako starejša moja hči, se mi zdi, da je tako zelo prizadenejo odnosi. In trenutno se recimo s tem ukvarjamo. Zdaj je pač v eni fazi bila, ki si je nekaj zvila nogo, imela je bergle
In jo je strašansko prizadelo to, da jo prijateljice niso vprašale, če kaj rabi, če ji lahko kako pomoč ponudijo. In to smo recimo spet na dolgo in široko mogli debatirati, da eni starši so empatični, eni starši niso empatični. Obstajamo ljudje, ko bomo videli starejšega možakarja, ki bo ful težko vrečke iz trgovine nosil, pa bom ustavila avto, pa ga vprašala, če ga lahko kam peljem, ker mi niti... Mislim, jaz ne bi mogla spati, jaz ne bi mogla živeti, da bi vedela, da sem se mimo njega pelala, kljub temu, da se mi mudi, pa da imam... Ampak jaz recimo sem takšen tip človeka. Obstajajo pa ljudje, ki se bojo gladko mimo peljali. In ti veš, kako je ta starš vzgajal te svoje otroke. Pa jaz pač rečem, dej, pa ti povej, da bi bilo lepo, da bi te vprašala. Ti jo to nauči. Ne? Če te ona ne vpraša sama od sebe, da jo ti nauči, da bi bilo fino. Ker mogoče pa ona tudi kdaj tebe mogla kaj naučiti, kar te pa jaz nisem. Ne? Vsi nihče ni popoln. Tako da zdaj trenutno se s takimi stvarmi, veš, s temi odnosi najstniški, ne, zdaj se trenutno s tem ukvarjamo. No? Da bi pa mogoče tako zdaj jaz imela trenutno za enkrat še, upam, da me na oglih danes po glavi vdarlo, ne? Ker se veš, da ko nekaj pohvališ, je takoj bumerang nazaj, ne? Ampak zaenkrat nekih takšnih, da bi mi pa to nekaj odgovarjali ali pa karkoli, pa da ne bi jaz imela avtoritete, s tem se zaenkrat še ne soočam. No? Še imamo avtoriteto in imamo neki iskren odnos, no? Kar mi je zaenkrat super. Upam, da tako ostane. Glej, lahko pa, da bom jutri že zafrkljena vse skupaj. Koliko je pa recimo pri tej dinamiki vzgoje, koliko imata s Sandijem zelo, bom rekla, razporejeno v smislu, da takrat, ko je hudo, si bolj ti tista, kamor se zatečeta ali ne? Pa veš, kako je, ta male, ker same zbirata po mojih, komu se hočeta v nekem določenem momentu zateči. Je pa dejstvo, da sva se pa midva res, sva si obljubila, da ne bova nikoli na kontra strani. Tudi, če nekdo naredi ali pa reče nekaj, s čimer se, recimo, da Sandi nekaj reče, s čimer se jaz ne strinjam, jaz nam nikoli pred tam malima rekla, pa deno, pa jaz si smotam, pa ko pa zdaj rekel, ne? Ampak ga bom poklicala na samo in bom ga tukaj cajta masirala, ne? Da na koncu on prišel, pa bo rekel, veš kaj sem se premislil, lahko. Ampak on se v premislil, ne jaz, zaradi tega, ker ne želim, da otroci dobijo občutek, da midva nisva enotna. Ker sem rekla, ker tisti trenutek, ki boste dobili občutek, da pri mamici nekaj lahko, pa bratijo ne smejo ali obratno, takrat se je začela manipulacija taka, da nova vedela, kako se piševa. Zaradi tega, ker otroci so pametni in če kaj znajo pa manipulirati. Ne? Z onimi lepimi očkami pogledajo, razumeš, mečken, jaz pravim, da naredijo očke, kakor španjelček dol, in eto ti, so nas že kupili. Ne? Tako da, ja, načeloma sva si kar enotna. Tudi če nisva enotna, pravim, pač stane. Ampak ja, načeloma pa ali kenmo ali k drugmu, ne vem, se mi zdi, da ta mali zdaj veste, da se lahko z obema pogovarjata. No. Zdaj omenila si, da igraš zelo te iskrene karte, v smislu, da poveš tudi o svojih čustvih in tako. Ja. Takrat, ko si zbolela, Rebeka, kako si takrat dejansko, dobro, takrat sta bile manjši, no, ampak... Nasija še ni bilo? Aha. Sploh? A ja, seveda, ja, 7 let še je Jana stara. bila pa zelo majhna, ja. Ne, takrat Tako nisem to... to debatirala, ker takrat to je bila 3 leta takrat stara. Ja. Se mi zdi, da s 3-letnim otrokom nimaš kaj take stvari debatirati. Smo pa veliko zdaj že debatirali o tem, ja, to pa smo. Zdaj smo se zagotovo veliko pogovarjali, da sem že tudi jaz bila bolana in vse to in kako so stvari potekale, kako je potekalo zdravljenje. In lej, nič narobe, če to vejo, ker seveda spet je to del življenja. No? Tako da načeloma nimam težav s tem, da ne vem. Nisi začutila, kdaj v njunih očeh recimo kakšen strah pred takšno boleznijo in tako naprej? Mislim, sem začutila in strah pred smrtjo in vse to, ampak to se tudi v šoli o teh stvareh pogovarjajo veliko in potem velikokrat pridejo, ne vem, se mi je že tudi zgodilo, sem prišla v sobo, pa se je ta mala jokala, pa nisem vedela, zakaj se joče, pa se mi je toliko časa masirala, da mi je povedala, da se boji, da bo ta dedo pa babica vmrla, recimo, ne. Veš, to so te neki otroški strahovi, ki pač potem pa na dolgo in široko spet podebatiramo, ampak vseeno, zdaj ti otroku, ne vem, 7-letnemu otroku težko razložiš, da je to del življenja, ne, vseeno treba malo stvari nekako drugače zapakirati, ne, ampak ne bom pa rekla, da ne bo ta nikoli umrla, to pa ne bom rekla, zaradi tega, ker bo ta, ker bom jaz tudi, ne, a veš, in enostavno mislim, da so neka taka zavedanja, ki jo otroci morajo imeti, ampak seveda na lep način, no. Koliko je tebe, kot Rebeko Dremelj, ta bolezen
spremenila, razen seveda to, da ti je bila en velik opomnik, da je treba kakšno stvar delati drugače, pa malo bolj mogoče. Mene je v tistem trenutku bolezen ful spremenila, ful, res. Vzela sem škarice, odrezala vse niti, ki so me takrat morile in dušile. V bistvu sem v enem momentu sama sebe zaprisegla, da bom postala egoist in da bom gledala samo na sebe, kaj je meni prav, kaj meni paše in kaj bi jaz in ne kaj si drugi mislijo. In dejansko sem res bila v fazi, ker sem se nehala truditi, da bom ugajala ljudem. Ker si predtem precej? Ker sem se predtem non-stop trudila ugajati. Ampak te kolesje potegne nazaj. Res, v bistvu veš, pravijo, volk dlako menja karakterja, pa ne. In pismo mečkam to, kar res držino. Mal vidim, da sem po tolikih letih polkar padla nazaj spet v isto kolesje in spet sem ratala na momente una stara Rebeka in spet sem si dovolila, da sem mogoče šla v neke take veze, v neke odnose, kjer mi mogoče neke stvari, da so me dušile, pa da se nisem več dobro počutila, pa da sem kar spet še kar veš malo terala, je problem v meni, moram se jaz spremeniti. Ampak glej, pa znam si pa povedati pol v enem momentu, Rebeka, zdaj pa dosti, zdaj se pa na zafrkavi, ker se bo spet zgodilo isto, kot se je zgodilo, tako da pa se pa skregam sama s sabo, ne? Ja, to mora biti zelo glasno, to imam občutek. Jaz monologov, ja, sama s sabo, pa se skregam, pa si pa povem, tako predstave. Ja, pa naredim spet kakšne spremembe, pa tako no. Da bi pa dejansko res tisto, kar sem si takrat zadala in tako, kot sem začela takrat živeti, da bi tako še dan živela, bi pa lagala. Sem že veliko tistih pravih smernic sem že malo izgubila. Ampak te prave smernice so bile dejansko te, o katerih govoriš, v smislu pogledati zgolj na sebe. Ja. Ampak se ti zdi, da dejansko v svetu, v katerem živimo, a je to sploh mogoče? Da bi ohranila od takrat, je mogoče? Jaz osebno mislim, da je mogoče, samo mi nismo, jaz osebno nisem takšen človek. Jaz, ki postavim na tehnico, narediti srečno izključno sebe, pa se nekaj veliko zanimati, kaj bojo drugi okrog mene, ali pa narediti srečne te, ki so vse okrog mene, pa jaz biti mogoče v nekem trenutku malo manj srečna, mi to prevaga. Jaz ne vem zakaj, ampak meni to prevaga. Ne znam ti povedati. Ne znam ti povedati zakaj. Pa sem hodila od psihoterapeutov do vse posod, pa vsi so me že štelali, da bi mi vseeno ta moja osebna sreča tukaj prevagala, ampak ja, se živim pol nekaj časa na takšen način, ampak pa se svet, ta tehnica, svet, dokler se spet tukaj ne prevesi, da spet samo pogruntam, da spet ni zdravo, pa je spet Jova na novo začnem graditi. A pa imaš to v mislih, recimo razdajanje? Pa ja, predvsem to, ja. Se mi zdi, da razdajanje je tisti moj glavni problem, ja, da se zelo razdajam v osnovi za odnose, pa ne govorim zdaj za otroke, pa za moža, pa tako. Ja, za okolico pač, za vse te odnose, ki so blizu meni, se mi zdi, da sem se zelo veliko razdajala, pa se ne bi rabila. Meni noben ne bi imel nič manj rad, ampak pač enostavno, takšna sem in ne morem. Meni se zdi, da se na odru razdajam, že za ljudi, ki jih ne poznam. Veš, ker jaz imam že posel takšen, da se že razdajam. Na odru se razdajam, pa se še doma razdajam, pa se mi zdi, da se skusam razdajam in na koncu dneva sama sebe pogledam in rečem, kje sem pa jaz? Kje sem pa jaz danes bila? Kaj sem pa jaz danes za sebe naredila? Ampak pol po drugi strani, ko me pa vprašaš, kaj je tisto, kar bi jaz, veš, recimo glizanj sem bila na eno bioresonanci in mi reče ta ena gospa, ki me pač vodi, mi reče, Rebeka, ampak ti moraš zase narediti, ti moraš iti, ne vem, v nek spa, se sprostiti, se imeti fajn. Sem se kaj, ja, ljuba moja, meni je to vse jasno, ko mi ti govoriš. Ampak jaz, ko bom to naredila, jem trpela tam, ker jaz nisem takšen tip človeka, jaz si ne morem pomagati. Jaz sem očitno sama pri sebi tak neki hiperaktivc v sebi, veš, ta nek, da meni mora dogajati. Meni vsi vejo, da masko, ki mi delajo na obrazu, ker drugače uro pa pol, meni mora v 45 minutah narediti, ker jaz po 45 minutah dobim že neke mavle vriti, razumeš, ker mi že kar stola pobegnila. Ne morem si pomagati. In te stvari, ki mi mnogi govorijo, ja, pa boš mogla malo meditacije, pa boš mogla malo to. Mogoče bom še prišla do tega, da bo to edini izhod, ki bo mene potem recimo filal. Ampak jaz danes
Mene to ne fila. Mene to vse prazni. Kaj oni pravijo, da bi me mogli filati, mene to prazni. Se pravi, nimaš trenutka zvečer, recimo pred spanjem, ko bi lahko vse te dnevne maske, da je reči, se pravi maska mama, maska žena, poslovna ženska in tako naprej, trenutek, ki bi jih vse odvrgla stran in bi bila res samo Rebeka. Si vzameš ta trenutek ali ne? Pa ne vem, kakšen bi to mogel biti trenutek. Ne vem ti povedati. Ker pri meditaciji imam občutek, da bi bila kar malo nervozna. Ja, jaz to vem, da bi bila. Ne vem, kak bi bil to trenutek. Jaz pač, ko dam otroke spat, ko grejo spat, si vzamem tisti čas zase, za tisti svoj tuš, pa to, pol pa grem kaj brat, ali ne vem, se kaj s Sandijem pogovarjava, ali kjero prijateljco pokličem, ali vse koncu to trenutek zame. Kaj pa vem? Da bi pa nekaj, meni tudi kdaj kdo reče, pa ti pet sama za 14 dni nekam na eno potovanje, pa ni šanse, pa jaz umrem tam. Pa ne, da jaz ne moram biti sama s sabo, jaz sem bila zdaj 1 leto skoraj sama s sabo non-stop. Jaz sem bila sama zjutraj, ko sem otroke oddala, sem bila sama doma, ker sem se pripravljala za predstavo. Sama pač kuhala, kosila in vse to rihtala, potem sem šla ob 1 ali 2 popoldne od doma, sama v avtu, sama zadaj v garderobi, sama na odru, medtem ko je folk bil pod odrom, sama spet v garderobi, sama do doma, domov. Ko sem prišla domov zvečer, so vsi že spali, se pravi, sem spet sama. Jaz sem bila skoraj 1 leto skozi sama. Ker morda si kdo predstavlja, da ko hodiš po Sloveniji svojo predstavo, da imaš številčno ekipo v ozadju in tako naprej, je pač ni. Zdaj zadnji mesec mi je Sandi zrihtal ene šoferje, da me vozijo, ker je videl, da enostavno nisem več mogla in da je bilo že nevarno za moje zdravje in za vse, da bi se mi kaj zgodilo. Ampak vse ostalo pa sem vse sama in sem bila skozi sama, tako da jaz znam biti sama s sabo. Ampak, ne vem, sem rada v družbi, jaz sem ful rada za svojimi otroki. Jaz, ko mi kdaj kdo reče, ko mi čakam, da si kakšen dan vzameva za sebe, pa da gremo stran od otrok, pa dam otroke babici, pa dedotu, pa ne vem, jaz mogoče sem čudna. Ampak meni, če ni vseh teh obveznosti, pa ne vem, odbojka, pa gimnastika, pa zdaj na plesne, pa ne, če ni vsega tega taksiranja, seveda je meni tudi to izčrpjujoče, seveda bi tudi jaz najraje konec dneva kričala, pa vse zgrizla, ampak ne zaradi njih samih, zaradi situacije in zaradi celotne hektike, ki se tisti dan dogaja. Ampak drugače pa jaz, iskreno povedano, prav nimam potrebe po tem, da bi recimo sem zdaj 2 meseca po pol, ko nisem imela predstav, sem bila 24/7 z otroci. 24 ur na dan, 2 meseca po pol skus, od jutra do večera, non-stop. Ampak jaz nisem imela ful želje, da bi pa zdaj jaz rabila kakšen dan za sebe. Mogoče je tudi razlika v tem, da si pa prej verjetno vse te popoldneve, te ni bilo, pa mogoče mal, ne bom rekla občutek slabe vesti, ampak ta nek manko, ki ga potem verjetno komi čakaš, da ga lahko spet dobiš nazaj. Mogoče je res to. Čeprav to je meni zadnje leto samo tako bilo, veš. Drugače sem pa jaz načeloma vedno bila, ne vem, 3 pa 15 v šoli, da sem jih jaz pobirala. Tako sem načeloma do Šajaninga 6. razreda, ne, pa Singa konc 1. ne, sem bila takrat taki jaz tista, ki sem skozi. Kako se je pa družinska dinamika spremenila pri vas zdaj v tem letu, ko si bila toliko na okolju? Ja, se je, zelo veliko stvari je mogel Sandi oddelati, seveda se je. Jaz nisem druga delala, ker zjutraj skuhala kosilo, da jih je vse prečakalo, nakupčkala, napisala listke, kam more kdo, kam, kjerga. In to je to. Potem je pa pač popoldneve, pa vožnje, pa vse to so pa prevzeli. Tast, tašča, dedo, babi, ena družinska prijateljica in pa Sandi. Ampak so se zelo. Dejstvo je eno, ne, da smo si na jasnem. Veš, ker to zdaj iz zunanjega vidika zgleda, ne, da zdaj bogi Sandi je mogel vse sam narediti. Ne. Načeloma 90% stvari, ki sem jih jaz skozi sama delala, je zdaj delala ena skupina ljudi, ne, da smo si na jasnem. In to je pa spet tisto, kaj zmore vse mama. V večini primerov seveda so daleč od tega, vse bi Sandi sam zvozil. Ampak pogled na to, da je moški sam, je tudi strani in tašče in moje mame drugačno kot pogled na to, da sem jaz sama, ne? Da je ženska sama. Zakaj je to tako? Ne vem, ne? Ker veš, ko sem jaz sama z otroki, me nikoli ne bom poklical pa vprašal, Rebeka, kaj ti rabiš, da kam pelemo, kaj ti rabiš, da mi tebi kaj skuhamo, kaj ti kaj rabiš, ne?
Ne? Ko bo pa on sam, bo pa dobil klic. Ej, Sandi, kaj si ti kaj skuhal? Ej, kaj so otroci kaj jedli? Ej, Sandi, kdo bo pa šel iskati otroke na gimnastiko? Ej, kaj ti grem jaz pobrat? Ne? A veš, tako da je zelo različno. Različno dojemanje. A pa si mogoče kdaj v tem procesu zdaj teh predstav, ko jih je res bilo, se pravi do poletja, ne vem, tudi po 28 na mesec, ali koliko si rekla, res veliko predstav, ne? A si kdaj slišala kakšen, bom tako malo naredila, očitek strani tvojih domačih, pa kaj ti je pa to zdaj treba, no? Pa družina, pa tako naprej. Aha. Ne, ma kaki. Lej, dejstvo je eno. Ena stvar je, ker si ljudje, zdaj, če ti znotraj sebe iskreno pogledaš, jaz sicer ne vem, koliko ima tvoj otrok obveznosti, ampak moji otroci imajo od ponedeljka do četrtka, same dve sta si našopale popoldanske obveznosti, se pravi, kvaliteten čas za svojim otrokom je od recimo 7, pol 8 zvečer do 9, ko gresta spat. Pa še to je ponavadi kakšna domača naloga, pa kakšno branje, pa kaj takega, tako da lahko govorimo glih od kvalitetnega časa. In večina primerih pri starših je to tako. Se pravi, tisto vozikanje v avtu, ko sem pa jaz z njimi, da pelem eno na eno atrakcijo, na eno akcijo, drugo na drugo, pa da vmes še pospravljam, pa ne vem kaj, pa spet eno pobiram, to pa mislim, da nobena mama ne more reči, da preživlja kvaliteten čas za svojim otrokom. Tako da jaz osebno mislim, da to, da mene ni bilo, noben ni mogel nobenega očitka dati. Pospravljeno je bilo, zlikano je bilo, skuhano je bilo, vsi so imeli čisto vse zrihtano, kvalitetno, veliko bolj kvalitetno smo se pogovarjali preko videokola, kot ko pridemo domov, pa neki delaš, pa neki tečnar, drugo tečnar. Veliko bolj umirjeno in veliko bolj kvalitetni pogovori so bili preko telefona oziroma videoklica. Zjutraj smo se vsako jutro videli, ker sem se jaz vsako jutro zbudila, tudi če sem prišla ob 2 zjutraj domov, sem se zbudila 6:30, da sem jih polupčkala in pač v šolo dala, ne. Tako da jaz mislim, da ne moramo zdaj tle neki, da bi mi kdorkoli lahko karkoli učital. Se pa absolutno zavedam, da čas, ki ga jaz, vse počitnice, že odkar imam otroke v šoli, 2 meseca po pol preživljam za svojimi otroki kvalitetno, vsako poletje, pa jaz mislim, da je čas, ki mi ga lahko pa marsikateri starš zavida. To pa definitivno. To je pa res. Zato, ker dejansko je tempo življenja tak, da se mi zdi, da zdaj, bom rekel, v tej dobi, marsikdo sploh ne išče več službo, ki bi bila tako zelo nujno pogojena z dobrim plačilom, kot pa, a sem lahko čez počitnice prost. Se mi zdi, da je ta zdaj dopust, število dni dopusta morda celo prevaga pred to neko mesečno plačo. Res smo v bistvu sami sebi uspeli narediti eno veliko hektiko v svojem življenju. Jaz se spomnim, recimo, ko sem jaz bila otrok, sva se prej otroštva dotaknili, moj oče je bil vsako popoldne ob 2 popoldne doma. Jaz se spomnim in mama. Velikokrat sta imela celo skuhano že kosilo, ker je babica skuhala. Mi otroci smo hodili k babici jesti kosilo celo iz šole, tako da ni imela moja mama sploh teh obveznosti, kar se tiče samega kosila. Verjetno bo zdaj, ko bo to gledala, bo rekla, kaj ti govoriš, ko ne veš? Ampak prosti mami, dejstvo je tako, da sem hodila k Nani Pavli čez teden jesti. Se pravi, je kuhala verjetno soboto, nedeljo. Ne? Pri nas recimo moja starejša hči je že 4 leta ne je mesa. Aha. In pri nas v Brežicah nimamo možnosti vegetarijanske prehrane, kar pomeni, da ne vem, takrat, kadar so mesne jedi, ne, jaz ne dovolim, da ona je samo ogljikove hidrate, ne. Ona prije domov na kosilo, ne? In pa se jo nazaj pele, ne? V šolo recimo, ali pa ne vem, ali na aktivnosti recimo, ki jih ima popoldanske, ne? Tako da enostavno, veš, sem vsak dan kuhala in se rihtala, ne? To meso oziroma vegetarijanstvo, to je njena? Seveda. Aha. Poglej me, imaš občutek, da je moja. Samo ljudna pa vprašam. Ne. Veš, kak je? Ona je prišla 4 leta nazaj. 4 leta nazaj je prišla domov iz šole in je rekla, jaz sem se odločila, da ne jedla več mesa. Stara je bila 7 let, seveda je noben ni resno jemal in sva bila midva oba, prav, ne. Tako kot čokolado, tudi vsak dan nehala jesti, ne, pa ne vem kaj, ne. In sva bila, prav. Ampak to je bil otrok, ki sta ji dedo pa babi enkrat za hec, sicer za rojstni dan klobase prinesla, zato ker je ona imela neverjetno rada meso. Ampak ona se je odločila in ona tistega trenutka naprej
pikice mesa več ni pojedla. In pa, ko sem jaz videla, da je zdaj pa vrag odnesel šalo, da ona to zelo resno misli, sem se jaz usedla z njo in sem rekla, glej, Jana, nobenega problema. Lahko si vegetarijanka, ampak ne boš vegetarijanka z, ne vem, pomfričkom pa s takimi stvarmi, ampak boš potem ne vegetarijanka oziroma brezmesna, no, ker ona ribe mleko je, in tako ribe je, pa to vse je. Razen mesa ne je, no, ostalo se je. Sem rekla, glej, zdaj pa gremo mi drug sistem prehranjevanja, ne? Tako da jedla boš beljakovine, jedla boš sardele, jedla boš čičeriko, jedla boš ajdovo kašo, jedla boš vso zelenjavo, ki obstaja, jedla boš vse to. In je pristala na to in sem potem v bistvu zahvalo njej, sem tudi jaz začela za našo familijo zagotovo veliko bolj zdravo kuhati, kot smo kuhali prej, ker prej smo zelo velikokrat naredili nekaj na hitrico. Zdaj imam, si bila pri meni, si videla, kako imam tedensko spisane. To morava omeniti, čeprav to vsakič izpostavim, ampak to je fenomen, to poveva v nadaljevanju. Tako da, v bistvu dobro jemo in mislim, no, vidi se, da nekateri mečkem preveč, da je manj, ampak načeloma, no, zdravo jemo. In pač, je pa res ena stvar, no, jaz mogoče mečkem sem včasih mal preobremenjena s tem zdravjem, moram priznati. Jaz grem 2-krat na leto njej vso kri pregledati. Zaradi tega, ker je mene bilo skozi strah, ker so me uspele te babice. Pa otrok mora jesti meso, pa kaj se bojo možgani razvili, pa ne bo to razvilo, pa ne bo ono razvilo, pa ne vem kaj. Ne. Ampak jaz sem vsakič ji dala vso kri pregledati, ki obstaja, ampak to je ono res samoplačniško, ki ti pogledajo vse, od B12 vitamina naprej. Moj otrok ima tako BP krine, tako BP krvno sliko, da za enkrat lahko samo trkam. Ne? Se pravi, in ona po moje danes, da bi pojedla meso, jaz mislim, da se ji ne bi dobro godilo v njenem črevesju. Ona se je to tako odvadila, da enostavno. Je pa ribe, no, to pa je. Je pa v bistvu bil razlog, pa verjetno zaradi ljubezni do živali. Rekla, da bo veterinarka takrat. Zdaj se je že to vmes spremenilo, ampak ima pa res neizmerno rada živali. In jaz mislim, da je to takrat botrovalo k temu, no? Ampak jaz nikoli nisem mislila, da bo 7-letni otrok sprejel življenjsko odločitev. Glej, res, to si pa res nikoli življenje nisem mislila. Jaz sem pač mislila, da je to spet neka, ker so tudi njene sošolke mnoge sprobavale, ampak so bile tako 2-3 mesece, pa so nehale. Ne? Veš, ta pa zdaj že, se pravi, 8, 9, 10, 11, pa zdaj že 5 leto teče. Ne? Wow. Ja. Zdaj moram se vrniti seveda k temu jedilniku, ki si ga omenila. Rebeka ima doma v svoji kuhinji na hladilniku namreč tedenski jedilnik, kar sicer mogoče sploh ni tako zelo nenavadno v tem kaosu, ki živimo, da si človek po dnevu napiše dejansko za vsak dan, kaj bo kuhal. Kaj pa je nenavadno, je pa to, da na tem jedilniku ni ena jed. Ne? To je, se pravi, takrat sistem bil tak, da imajo na razpolago, zdaj popravi me, ampak takrat mislim, da so bile 3 recimo jedi in potem so mogli obkrožiti po dnevu. V ponedeljek bomo to, v torek bomo to in tako naprej. Ampak potem so se tega mogli držati, ker če so v ponedeljek obkrožili rižoto, ne mi zdaj reči, da rižote ne bo šedla, ne? Ker si obkrožila. Absolutno. In to je sistem, ki še vedno deluje. Še vedno deluje, ampak veš kako je, ni to tedenski jedilnik, to je mesečni jedilnik. Še huj. Ne, ti moraš vedeti tako. Jaz grem pač malo po moji skrinji, malo po hladilniku in to, naredim en sprehod in potem vidim, kaj imam. In potem iz tega, kaj bi jaz lahko iz tega vse ustvarila in jaz spišem jedi. In potem dam jedi na oglasno desko in potem napišemo ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, obkrožite, tole jemo to jemo to in v bistvu oni spišejo potem jedilnik iz teh jedi, ki vem, da jih jaz lahko pripravim, da ne rabim kaj posebej v trgovino ali pa karkoli. Ali pa grem pač tudi v trgovino kupiti tisto, kar še rabim, ampak zdaj nema više trte mrte, če ste to rekli, to jemo, kaj zdaj. In to mi je dosti lažje, razumeš, veliko bolj mi je enostavno, včasih celo ti iskreno povem, da si v nedeljo naredim za cel teden pred pripravo. Si vse narežem, si vse vakumiram in potem sam mečem skupaj. Ker to, da bi vsak dan znova in znova izmišljala toplo vodo, kam kuhala, meni je to obremenitev. Oprostite, ampak meni je to psihična obremenitev. Ampak kako se pa oni uskladijo?
Ja, to se pa morajo zmeniti. To se pa Če morajo. ne pa žrebajo. Glasovanje. Kdo zmaga. Ker zanimivo mi je samo to, ker zdaj, če se damo svoj položaj, v svojo kožo, jaz bi že lahko nekaj izbrala, v smislu v petek bi pa verjetno rižoto, ampak kaj ka pol prije ta petek in ti zdan res ni do rižote. Ja, pa jo pač poješ, gledaj, ljubica, kaj hrane se pa ne meče. To je pa res, to je pa res. It's not my problem, darling. To si izbrala, to bo. Vsak je odgovoren za svoja lastna dejanja, veš. A je še kakšen tak sistem v vaši hiši poleg hrane? Ja, vse so urniki, pa to nekaj napisano, kaj, kdaj, kdo, zakaj. Hišna opravila? Tudi hišna opravila pišem sproti. Ko gremo doma, napišem list. Posesaš, pospraviš, zrihtaš to, pa to, pa to, pa to in pa sam, ko prijem domov, je obkljukano. Tudi za Sandi, ja? Mislim, Sandi sam po sebi ve, da kam ima za narediti, ne? Ampak načeloma punce, no. Aha, mislim, ne, tako daš kdaj kakšno ali ne. Če je kaj taga, tudi dam Sandiju, seveda. Čisti bazen, recimo. Ne dela zvonec. 3 klicaj. Si rekel že 2 meseca nazaj. Ne dela zvonec. Ja, to so pa potem že te zakonske. Mimo še kar ne dela, če lahko povem. Ne dela? Ne. Sandi zvonec ne dela. Sandi, zvonec ne dela. Ja, še kar ne dela. Rebeka, zdaj se bom pa vrnila večkrat k tvoji predstavi, kjer med drugim zagotovo obdeluješ tudi takšne teme, kako je treba večkrat povedati, da zvonec ne dela. Ja. Kaj je bilo glavno vodilo, da si se odločila, da greš v sodelovanje z Rankotom, oziroma da si rekla, ja, grem poskusiti še to? Pa se veš, da sem ti me že dolg časa poznaš, ti veš, da sem jaz malo avanturista in nič let. Svak ti ne znam povedati, to mi je najtežje vprašanje. Ranko me je poklical in je rekel, stara moja, jaz bom midva z Danijem, to je pač producent, midva se pogovarjava, da ni ene ženske monokomedije dobre. In sva rekla, da bova naredila tole jamsko žensko, pa jaz druge ne vidim, kot tebe. Ušigrala, ne ušigrala. Vsaka bom, ne? Kje je problem, ne? Veš, da bom. In tako je pol na tem ostalo. In pa sem jaz to malo pozabila, sem jaz to kar obljubila in tako. In pol je kar prišel August, ko je povedal, da ja, zdaj se moramo pa dobiti, ker zdaj sta pa že kupila tekst in zdaj sta avtorske pravice že vse plačala in to. In sem pa videla, da je vrak odnesel šalo. Sploh, ko sem slišala, o kakih cifrah se to pogovarjamo. No, v glavnem in potem sem, in pa sem pa videla, da pa zdaj pa moram svoje življenje malo zorganizirati. No, pa ko sem pa dobila bukvo teksta za naučiti se, me pa malo pa panika, takrat pa me je malo, ne, takrat sem rekla, Dremelj, pa ti nisi normalna, v kaj si se ti spustila, pa jaz sem se nazadnje učila v, ne vem, visoki šoli za upravljanje in poslovanje, razumeš, mislim. Kako si se pa potem lotila? Si koga poklicala za nasvet, v smislu, kako se učiš tekste? Ali si kar sama šla to? Prvo mi je Ranko dal nasvet, kako se ga moram lotiti po sklopih in ne kot celota. To mi je bilo tisto, kar mi je bilo zelo pomembno. Tako da to mi je ful pomagalo. Da nisem cele jamske se naenkrat začela učiti, ampak da se prvi del pa pozabila vse, pa pol drugi del, ko sem prvega že znala in tako. To ja. Je pa zanimivost ta, da jaz ne vem, kaj je z mano narobe, ampak jaz res nimam te koncentracije branja. Jaz sem tekst brala in sproti pozabljala, kaj sem prebrala. Jaz sem enostavno, jaz sem se tudi celo srednjo šolo in jaz se spomnim, v osnovni šoli sem se tako učila. Jaz sem se v osnovni šoli snemala na kasete in si potem predvajala sama sebe. In sem se tle isto, samo da ni bilo kaset. Tle sem si enkrat in edinkrat, ko sem si celo predstavo prebrala, je bilo, da sem se snemala zraven, glasno, ko sem brala. In pa sem se celo predstavo naučila preko zvočnih posnetkov. Jaz sem sama sebe poslušala, vozila se v avtu, poslušala sebe, ne vem, šla spat, imela slušalke gor, se poslušala, pomivala posodo, se poslušala, velikrat sploh nisem vedela, kaj poslušam, ampak nekako mi je to v podzavest prišlo vse to, kar sem govorila in tako sem se naučila predstavo. To, da bi pa mogla pred bukvo sedeti, pa res brati, jaz sem si seveda z unimi markerji, pa to sem si potem vse te pomembne točke označila, ampak da bi mogla vsak dan znova in znova sedeti in brati, ne vem, če bi zvozila. Si pa izkusila, da igralstvo ni tako zelo lahko, ne? In da sam poklic tega ni tako, kot si mislijo tudi kdaj za pevce. Ja, vse kaj, no, to greš malo za vikend na špil, pa je. Vse to si ljudje mislijo, ja. Vse to si ljudje mislijo. Jaz bom samo tako rekla,
pustimo v redu vse to, kar se samega igralstva in tiče, ne, ni enostavno, ampak to ljudem ne moreš razložiti najbolj, kaj je enostavno in kaj ni enostavno, ker ne bojo tega mnogi razumeli, ker če ti tega ne živiš, ne moreš vedeti. Kar je razumljivo v bistvu. Seveda, vsak posel posebej je pač zahteven in glej, ne, pravijo moji bosanski prijatelji, svakome je njegova muka najteža in to je dejstvo. Ampak, kar bi rada poudarila je to, da ljudje smo energijska bitja. In ljudje čutimo energijo, hočemo ali nočemo, čutimo energijo. Ti prideš, zdaj samo primer povem, priješ ven prostor in bi včasih najraš tistega prostora, ker ven pobegnila, ker čutiš, pa ti noben nič ne reče, niti dober dan ti ni noben rekel, ampak ti čutiš to negativno energijo, ki se v tem prostoru dogaja. Priješ pa kak prostor, kjer hočeš ostati ure in ure, ker ti je tak fajn. Pa se tudi ne rabiš z nobenim, ki je veliko pogovarjati, ampak sam čutiš spet, da je fajn energija. In razlog, da to sem zdaj spoznala, odkar sem na odru kot jamska ženska, razumem vse te Adele, Robbie Williamse, ki izgorijo, ki doživijo burnoute, ki doživijo anksiozne motnje, ki doživijo vse to. Ne zaradi tega, da grejo oni gor na oder pa pojejo. Zagotovo, da ne, ampak zaradi energije ljudi, ki te izčrpava. In jaz ti ne znam povedati in ti ne znam opisati to energijo, ki jo čutim jaz gor na odru, s katero sem se mogla navaditi. Jaz sem šla čez vse žive faze, ko teh 400-500 ljudi v čisti tišini čaka, kaj boš ti povedal, pa eni so nasmejani, eni so dobri, eni se grdo držijo, mislim, največkrat so nasmejani, seveda, vse je komedija, ampak tudi imaš prvi vrsti kakega taga, ki te grdo gleda. Enkrat mi je en celo fakov pokazal, kar mi je bilo wow! Wow, to je res wow. Ja, tako res doživiš vse živo, doživiš. Ampak ta energija ljudi, to je, ne vem, ne znam ti povedati. Jaz pridem iz odra, da bi me lahko užel. Lahko res. Je verjetno tista, ki te pozitivno dvigne in ti da krila. Se te dvigne, v štartu te dvigne. Ampak 42 ure na odru biti sam in čutiti energijo 500 ljudi pod tabo, je meni to, kot da si vzel slamco in si mi vse izpil iz mene ven. Rebeka, kaj pa recimo, ko se ti to zgodi, primer, zdaj se moram na tegale fanta, gospoda, kdorkoli je to bil, a pokomentiraš? To nisem, ker sem bila v takem šoku, da sem šla kar naprej in da sem ga zignorirala, ampak je pa v moji glavi je naredil vihar čistine. A veš, jaz sem šla s predstavo naprej, ampak jaz sem cel cajt študirala, pa kako je ti majmun, kako je možno, da si prišel na monokomedijo in mi pokažeš fuck off, kako je to, kakšen človek moraš to biti, kako je to zlah možno. Če te kdo prsilo, da si prišel, ne moraš tega narediti. A veš, tako, to, verjetno je bil prizadet, ne vem, ker sem mogoče jaz, ampak jaz tako govorim tekst, ki pa ne žalim moških, res, tudi ene stvari ni v predstavi, da bi žalila, tudi ene stvari, ker tudi jaz sama sebi tega ne bi dovolila. Se pa seveda tako, kot se vsi ičkoti in vsi rankoti babiči in vsi delajo norce iz žensk, tako se pač jaz v tej predstavi delam malo norce iz moških, oziroma iz tega odnosa, kako ženska vidi zdaj moškega. Ne? No, ampak da je še to izpostaviti, da ti odigraš to vlogo, ni tvoj tekst. Ja, jaz odigram vlogo Eve, ki tudi ni Rebeka Dremelj, ampak je Eva, ne. Ne vem, pač, zanimivo, no. In zato ti hočem reči, da po moje je ta energija največji problem pri in igravcih in nastopajočih nasploh. No. Ta energija ljudi, ki, pa ne me narobe razumeti, ni energija ljudi slaba v dvorani, no, kdo narobe razumejo, energija je dobra. Ampak veš, vsak nosi neko to svojo energijo, ki jo zdaj ti 400 ljudi v tebe gleda in samo tebe in ti nosiš to, da se moraš razdajati za te ljudi, ki so zdaj plačali karto in so prišli. In to razdajanje in to izčrpavanje, to je tisto, kar je mene v bistvu, mi je bilo najbolj mučno, no, ali kaj ti ne rečem po koncu. Ker vsakeč, ko sem dol iz odra prišla, so mi kar malo klecnile noge, sem se kar malo mogla vsediti in kar malo kar mal dihati in kar mal se dati spet v nek center. Do naslednjega dne, ko je bila na sporedu nova. Ja, to mi je bilo najbolj. No. Kada sem v eni telovadnici bila 8 ur in telovadila, ki je zmešana. Pa misliš, da se da to narediti kakšno
ne vem, ali zaščito kakšno. Ti bom zdaj povedala, zato ker zdaj grem s drugim attitudom, grem z nekim zidom pred sabo v drugo sezono, ker zdaj vem, kam me čaka. Takrat pa nisem vedela, kam me čaka. Ker verjetno gre za drugo energijo, kot ko greš kot pevka na oder. Ja, to pa je čist druga energija. Je, ne? To pa je čist druga energija. Veš, ker kot pevka nimaš tišine. Zmer se nekdo nekaj pogovarja, zmer nekdo nekaj komentira, zmer nekdo nekaj poje, zmer nekdo nekaj pleše. Ne? In tam se mi zdi, če bi mi kot pevka nekdo Fakiča pokazal, se mogoče niti ne bi sekirala, zato ker mislim sekirala, ampak tako, veš, ker je vse to totalno drugače sproščeno vzdušje, kot pa v teatru, kjer je čista tišina in se ti to zgodi. En je prišel enkrat tako pijan, reveš, da je stola padel, je tudi v prvi vrsti sedel. Vse živo sem že doživela, res. Ne, v večini primerov pa seveda pozitiva, absolutno sama pozitiva, pa ne vem, starejše kakšne gospe, ki so pri, ne vem, 60-ih, 70-ih umirajo od smeha, zato ker one še bolj čutijo zgodbo Eve, ki jo jaz govorim, kot pa mogoče mi mladi, ker mi smo si vseeno, mislim mladi. Kako je lepo rekla! Mi mladi, je rekla. Ja, mi mladi, mi mladi. Mislim, no, si zelo lepo rekla. Smo si vseeno verjetno ustvarili malo drugačne odnose v družinah, kot so bili včasih. Ne? Če ne drugega, smo bolj glasne, kot so bile takrat ženske. Ja, pa malo bolj mogoče komandantske tudi, ne, včasih. Ja. Ja, kaj se zgodi, Rebeka, na predstavi oziroma med predstavo, če recimo dobiš blokado? Ne veš... to vprašati, ker se mi še ni zgodilo. Ne bom te to sprašvala, v redu, to se pri Rebeki ne zgodi. Ker ja, ne, lahko da se bo, ampak... veš kaj, tebi tudi, če se bo to zgodilo, tebi bo to kun tvoj zvok iz slušalke, ko si se poslušala odzvanju, da boš takoj vedela, kaj je naprej. Ne, veš kaj imam ene listke, tam nekje prelepljene, samo ene oporne točke, tako da če se mi bi recimo to zgodilo, bi verjetno šla pogledati, ampak jaz bi povedala, da sem pozabila, kje sem ostala. Ne bi glumila, da ne vem zdaj. Ni to tako, da imaš kakšne slušalke in tako noter? Ne, to pa ne. To pa ni. Koliko se pa predstava danes, če jo gremo gledat, razlikuje od tiste, ki bo... čist. Aha. Je veliko tudi... Misliš od premiere? Od premiere, ja. Čist. Mislim, čist, zgodba ostaja ista. Ampak dodaješ verjetno veliko tudi sebe. Pa vse tisto, kar si videl, da ljudem ni bilo smešno na premieri, pa prvih 10-15 predstav vržeš ven. Pa pač v bistvu je zdaj in krajša malo, kot je bila na premieri, in en kup stvari smo ven pometali, ker smo videli, da ne funkcionirajo pri nas. Tako, mislim, je absolutno je zelo, zelo drugačen vibe, no, drugačna energija kot pa. In zato vsi tisti, ki so jo že si ugledali čisto na začetku, ne jo grejo še enkrat pogledati. Lahko pridejo. Zdaj začenjamo nov pohod. 8. oktobra imamo pa 100. predstavo v Mengšu, tako da dobrodošli. Ta bo pa sploh veličastna. Na tej bo pa še Ranko Babičev, kaj pa še povedati. Kako pa Sandi doživlja? To mi sam še povej. Sem premiero gledal. Ja, se smeju? Se kaj najdu noter? Ja, se je, ne? Zato bi samo enkrat jo gledal. Ja, se je najdu, ja. Vse se vsak moški malo najde. Malo se najde, sem vsak na drugih pač področjih, seveda. Tako kot sem rekla na začetku, je moja gostja tista, s katero nikoli ne zmanjka besed in še bi lahko nadaljevali, ampak na tej točki bo dovolj. Rebeka, hvala, ker si vzela čas. Naj bo zdaj malo manj kaotično glede predstav in naj čim manjkrat zmanjka teksta, prav? Hvala ti lepa, z največjim veseljem sem si vzela čas in vedno te je lepo videti. Tako da hvala ti in pa seveda lep pozdrav vsem. Hvala, čau. Čau.